Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o verjetno najbolj slavnemu angleškemu kralju. Ne zato, ker je zgradil imperij, ne zato, ker bi dobil 100 bitk, ampak zato, ker je menil žene in sekal glave. Ampak da ne bo preveč rumeno, za Henrikom VIII stoji dejansko ena od najpomembnejših odločitev v evropski zgodovini. Izstop Anglije izpod papeža in začetek angleške cerkve. In to se ni zgodilo zaradi globokega teološkega spoznanja. Ne, ampak zato, ker se kralj ni mogel ločiti. Torej, to gre tako. Ljubezen plus politika plus ego plus jasen kralj, delam kar hočem, je enako anglikanska cerkev. Najprej, da povemo, Henrik sploh ni bil narejen za kralja. Prvi je bil njegov brat Artur. Tisti je bil princ Walesa, vzgojen za vladarja, zaročen s špansko princeso Katarino Aragonsko, da poveže Anglijo in Španijo. Henrik je bil pa drug sin, torej klasična srednjeveška rešitev. Tebe bomo dali pa malo k fajmuštrom, da boš pismen, glasba, jezik, teologija, tak kulturen dečko boš. In res, Henrik VIII, on je bil izobražen, športen, znal je jezike, znal je teologijo in bil je kar privlačen menda po tistem opisu iz tistega časa. Skratka, čist druga slika kot tisti debel stric, ki ga imate na sliki. Kot zanimivost, ko je Henrik VIII umrl, je njegov želodec počil in od njega ni ostalo nič. Potem pa se zgodi tisto, kar premeša karte. Artur umre in oče Henrik VII ne joka toliko za sinom, ampak za zvezo s Španijo. Rešitev, pa ni problema, pa se bo Katarina poročila kar s mlajšim sinom. Zato so rabili papeževo dovoljenje, ker je vdova po bratu. In so ga dobili in mali Henrik je postal kar naenkrat naslednik in mož bratove žene. Ko oče leta 1509 umre, na prestol pride 18-letni Henrik VIII. In to je najboljša verzija njega. Mlad, lep, viteški, rad pleše, rad se pokaže, rad igra v igrah, rad piše pesmi. Plemiči so si oddahnili, ker je bil njegov oče bolj stiskač in paranoik. Ta pa je bil malo bolj na easy, bi lahko rekli. Tukaj treba povedati, možakar je imel Katarino res rad. To ni bila neka ledena politična poroka. V prvih letih sta bila res par. Problem je bil samo en. Ženska mu ni rodila sina. Rodila mu je Marijo, ki je bila hčer. V tistem času pa je bilo tako, vse v redu, da mi daš otroke, sem vesel, ampak jaz rabim imeti naslednika, jaz rabim imeti stabilnost, pa da po moji smrti ne bo državljanske vojne. Angleži so imeli za sabo šele pred kratkim vojne rož in niso hoteli spet iti na bojišče. Henrik je bil eden iz tiste kategorije kraljev, ki hočejo biti v zgodovini kot vojaški kralji. To je bilo v tistih časih kar kul menda. Angleži so že kar tradicionalno radi šli v Francijo. In tudi on je hotel, samo veš, vojna je draga. Svetovalci, ki jih je podedoval od očeta, so bili taki malo bolj varčni, so ga malo bremzali. Tu se dvigne kardinal Wolsey, vidi, da lahko kralju ustreže in mu pomaga ubiti birokracijo. In res, Henrik gre v Francijo, zmaga nekaj bitk, vzame par mest, doma pa Katarina celo premaga Škote. Torej, Henrik VIII bil na zunaj uspešen kralj, na znotraj pa še vedno brez sina, kar je bil velik problem. Katarina je imela več nosečnosti, a dečki niso preživeli. In tu se Henrik počasi začne preklapljati iz rad te imam v ženska, zakaj mi ne daš sina? In to ni bilo samo osebno, to je bil državni problem. Če ni sina, lahko po tvoji smrti izbruhne državljanska vojna. In ravno v tem času se na dvoru pojavi Ana Boleyn. Sem tukaj, da boste vedeli, Henrik je že prej imel prijateljice. Tu za srednjeveškega, novoveškega kralja ni nič takega. Ampak Ana je bila drugačna, ona je bila izobražena, modno oblečena, malo naklonjena reformaciji in predvsem ni hotela biti samo ljubica in kuharca. Povedano po domače, daj mi krono ali pa adijo. In če kralj hoče njo, potem se mora kralj ločiti od svoje bivše, Katarine. Težava? Katarina je teta cesarja Karla V, najmočnejšega možakarja v Evropi in papež je pod njegovim vplivom. Torej, papež zdaj ne bo večkrat tako rekel, ja, sin, kar loči se od nje, saj imaš drugo žensko lahko. In tukaj se Henrik zlomi, ni mogel dobiti ločitve.
Odločil se je, da bo preprosto izklopil papeža. Henrik VIII ni bil Lutrov ali pa Trubarjev učenec. On ni šel brati protestantskih knjig in rekel, to je to. On je šel po liniji oblasti. Če sem jaz kralj Anglije, zakaj bi en tip v Rimu imel edini možnost razveljaviti mojo poroko? Zato zbere angleške učenjake, pravnike, teologe in kar je bilo intelektualne smetane in reče, dajte napisati, da imam prav. Angleška cerkev je bila že prej samostojna, papež se je vmešal šele kasneje. Parlament to potrdi, Henrik se razglasi za vrhovno glavo ameriške cerkve. Tisti, ki se pa recimo ne strinjajo, naprimer Thomas More, bojo je pa tako rečemo, se je oglasil rabelj s sekiro. In kar naenkrat človek ni imel glave. In ker je zdaj cerkev njegova, gre čez državo, naredi malo razprodaje, malo proda, malo pobere, malo uniči, uradno zaradi pokvarjenosti. Realno pa je bil to prihodek za dvor. Kaj pa naša predraga Ana? Ko je enkrat cerkev njegova, je ločitev seveda samoumevna. Katarina je odrinjena, Ana Boleyn postane kraljica. Zdaj pa Ana. Zadaj sem razbil cerkev, zdaj mi pa daj sina. Ana rodi Elizabeto. Super punčka, bo kasneje ena največjih kraljic, ampak ni sin. Ana še parkrat zanosi, ampak neuspešno. Henrik se začne ohlajati. Cromwell, to je bil pa njegov glavni človek, vidi, da kralj ni preveč navdušen. Če ne zamenjamo kraljice, bomo mi krivi, zmontiran proces, prešuštvovanje, zarota in celo incest. Ker je bil Henrik takrat že v fazi moja beseda je zakon, se seveda vsi uklonijo. Ana Boleyn pa gre pod sekiro. Leta 1536. In naslednji dan se Henrik poroči s Jane Seymour. In končno, in tukaj spet žalost. Jane mu leta 1537 rodi sina Edwarda. To je bil vrhunec njegovega osebnega cilja. Ampak Jane kmalu umre. To je edina žena, za katero boste videli, da v virih piše, da ga je zares prizadelo. Od tukaj naprej je Henrik vse bolj ta slaba verzija sebe. Še prej je imel poškodbo od jezdanja, noga se mu kar malo gnoji, še vedno je jedel kot mlad viteški kralj, zredil se je kar zelo, bolečine in to je vse skupaj enako slaba volja. In kaj se zgodi, če je kralj slabe volje? Začetek tiranije, kar vodi v še več usmrtitev. Cromwell mu zrisa še eno žensko, Ana Klevsko, to je ena ženska z Nemčije bila, ful vplivna, ampak se mu ni najbolj dopadla. Razveza se zgodi po 6 mesecih. In kdo gre tokrat pod sekiro? Cromwell. Potem pa Katarina Howard, mlada, lepa, verjetno tudi malo nezvesta, tudi ona je šla pod sekiro. Zadnja Katarina Parr je bila bolj njegova negovalka kot žena in edina, ki je preživela. In zakaj je Henrik VIII danes tako pomemben? Henrik VIII ni podredil cerkve, ker bi hotel več svobode za svoje vernike. To je bil ta lep del, da je lahko lažje zapakiral paket. Ampak zato, da bi se lahko ločil. Ta poteza pa je zavedno spremenila Anglijo. Odprla je pot reformaciji, naredila državno cerkev, dala kralju večjo oblast nad duhovščino, njegovi otroci Marija in Elizabeta so potem to dokončno oblikovali. Elizabeta I je šele zares naredila Anglijo protestantsko. Ironija pa je tukaj največja, toliko se je boril za sina, dinastija Tudor pa se je končala z njegovo hčerjo. In zato smo se ga danes spomnili. Ne ker je bil najbolj uspešen vladar, ampak ker je bil najbolj vladarski. Ker je pokazal, kaj se zgodi, ko ima en človek politično, versko in osebno oblast v eni osebi. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.